Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pred nami je razburljiva davčna epizoda, z menoj je Ivan Kranjec, ki je ponavadi naš gost, ko imamo davčno epizodo. Tako da zdravo, Ivan. Danes bomo odgovarjali na številne dileme, ki jih imajo naši poslušalci in gledalci tik pred oddajo davčne napovedi, pa predlagam, da greva kar v akcijo. Si za? Sem, seveda, sej nimamo več veliko časa, še 10 dni imamo za oddaje. Pravzaprav ne, februar je krajši. Še 7 dni za oddajo napovedi, tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, mogoče bova uspela danes odgovoriti na to. Itak, da je ful vprašanj, ampak preden greva na vprašanja, bi pa vseeno rada spomnila, da smo naredili na to temo, mislim, da novembra lani že epizodo, in sicer davki za ogrevanje, trening za pripravo na oddajo februarske davčne napovedi. To bomo še enkrat objavili, takrat ni bilo še povsem znano in jasno, kako so obdavčene obresti, predvsem vezano na Trade Republic račun, zdaj je to malce bolj jasno. Pustimo ob strani, da se vsi z opredelitvijo Fursa ne strinjate. Ampak to bo pol v nadaljevanju, tako da vabljeni, da poslušate tudi to epizodo. Takrat je bil z nama še Jure Mercina iz Lightner & Lightner. Danes pa mi dva rekla, da bova na hitrco obdelala tiste najbolj pereča vprašanja. Preden gremo na epizodo, samo še da vas spomnim, 22. maja imamo investicijski šov leta, tradicionalno druženje v Kristalni palači, vabljeni, mislim, da bo kar zanimivo, grilali bomo slovenski kapitalski trg in se spraševali, kako preživeti Trumpovo obdobje. Bootcamp v živo, to je tudi ena zanimiva zadeva. Zdaj mislim, da je samo še aprilski termin na voljo, pa še to je malo mest na voljo, tako da vabljeni, da se nam pridružite vsi tisti, ki pač želite začeti z investiranjem, pa ne veste kako. Tako da, to je to. Gremo midva nazaj ta pomembne stvari, davki. Ker davki so tudi ful pomembni, ko se odločamo za investiranje, to bova pol videla v nadaljevanju. Marsikoga tudi te davčna oddaja davkov odbija, iskreno povedano. Dajva povedati te osnovne stvari. Ja, tako da, kot je tukaj napisano, bliža se rok za oddajo davčnih napovedi, 28. februar. To imamo zdaj več ali manj poenoteno, se pravi za vse kapitalske dobičke, dohodke iz kapitala, se pravi obresti, dividende, je zdaj enotni datum, 28. februar. Med letom ni več treba tega napovedovati, tako kot je bilo včasih, stvar je bistveno bolj enostavna. Tam, ker se nam lahko zatakne, je pa, da moramo med letom mi že vsem zbirati podatke in podatke imeti, da jih potem lahko damo v te napovedi. Praviloma imamo na voljo dve opcije, kako napovedi oddati. Ena je v papirni obliki, druga je preko sistema e-davki. Ko delamo oddajo preko e-davkov, moramo pač klikniti oddaj do konca 28. februarja. Če pošiljamo po pošti, moramo priporočeno po pošti najkasneje 28. februarja poslati, pa čeprav bo Furs to dobil potem s par dnevnim zamikom. Kakšno obliko izbrati? Če imate malo transakcij, lahko papirnati, ni nobenega problema. Je pa ena zahteva, in sicer, če imate več kot 10 odsvojitev kapitala v določenem letu, potem je pa za vas obvezna oddaja napovedi kapitalskih dobičkov v elektronski obliki, medtem ko za druge vrste dohodkov, se pravi za obresti, dividende, če niste imeli teh 10 transakcij, pa lahko še vedno potem delate v papirnati obliki. V vsakem primeru je pa treba oddati, tudi če imaš manj kot 10. Ja, v vsakem primeru je treba oddati, ne glede na znesek, ki ga imaš. Zdaj, če so zneski majhni in če bo znesek odmerjenega davka manjši od 10 evrov, v takih primerih Furs potem postopek ustavi, sploh ne izda odločbe, zato ker bi bilo ekonomsko nesmiselno. Ampak kot sem rekel, majhen znesek ne pomeni, da vam napovedi ni treba oddati. Čisto konkretno lahko zase povem, zdaj sem dajal napoved za prejetih 12 centov bruto dividende. A si že oddal napoved 21. februarja? Ja, dal sem jo elektronsko. Dobil sem ob odprtju računa na neki neobanki eno delnico Nikea, oziroma ne eno delnico, za 10 evrov delnic Nikea sem dobil in iz njih dobivam po približno 4 cente dividende na kvartal.
No, da ti povem, mogoče se bojo zadeve spremenile, kajti Nike je sedaj v sodelovanju z Kim Kardashian, brandom Skims, tako da mogoče se bo družba Nike rešila in bo bolje performala v letu 25 oziroma 26. Sam toliko. Ne vem, če koliko spremljaš te zgodbe. Ne spremljam toliko, no. Ampak skratka, ko potem enkrat oddamo napoved, Furs našo napoved oddela, nam izda odločbo, običajno te odločbe začnemo dobivati tam maja, junija, julija, za kakšne bolj zakomplicirane stvari se lahko zavleče. Furs nima kakšnega roka, do katerega bi stvar mogel rešiti oziroma izdati odločbo. In ko mi odločbo prejmemo, moramo davek po odločbi plačati. Ne glede na to, da se z odločbo strinjamo ali ne. Pač v davčnem postopku je tako, da tudi pritožba ne zadrži izvršbe, plačati moramo. Potem se pa lahko seveda pritožimo, damo noter razloge, zakaj bi bilo treba naši pritožbi ugoditi. In če se potem kasneje izkaže, da je bila pritožba upravičena, nam bo Furs izdal novo odločbo, mora biti preveč plačeni davek vrnil, hkrati nam pa vrne tudi zamudne obresti. Ok, se pa bova še malce več povedala o tem, kako se pritožiti, ker mogoče se bo kakšen pritožil pri obrestih, ki bova pal. Bova tam obdelala, Bova malo bolj podrobno. Zdaj pa tako, na hitro se zgodijo kakšne napake, a ne, kako v tem primeru, kako ravnati v tem primeru, ker kot vidimo, globe so lahko kar precej visoke, od 250 do 400 evrov za prekršek. Če se ne vloži oziroma če posameznik navede neresnične podatke, pa tja do 15.000, od 400 do 15.000 evrov. Ja, mislim, tukaj moramo ločiti to, ne, pri nepravilnih podatkih, ali si jih načrtno dal nepravilne podatke, se pravi zamolčil transakcije, zamolčil prilive, ali je šlo recimo za iskreno napako. Ne. Napaka, ki jo dostikrat vidimo, je pri prijavi dividend, da ljudje prijavijo neto prejete dividende namesto bruto prejete dividende. Glede na podatke, ki jih predložijo zraven, se pravi izpiske iz TRR-ja ali pa iz trading accountov, se to napako lahko razbere. V tem primeru, ko Furs vidi razliko med tem, kar ste napovedali, in tem, kar izkazujejo dokumenti, vas ponovadi pokličejo, so dosti prijazni, razrešte stvar, odmerijo davek in tukaj ne boste dobili globe ali pa kazni. Tudi če date prepozno napoved, še vedno imate možnost označiti, da gre za samo prijavo. Samo prijava pomeni, da se boste izognili prekršku zaradi prepozne oddaje, se pravi, ne boste dobili globe, davek vam bo tako tudi normalno odmerjen kot vsem ostalim. Tako, Furs, kar se tiče teh napakic, ki so razumljive in tudi manjših zamud pri oddaji, ni zelo ostrno, so dovolj človeški, kar se tega tiče. Moram priznati, da se strinjam, ker sem jaz tudi že naredila kakšno napako pri oddaji in sem dobila prijazen klic gospe iz Fursa in so potem vse rešile. A te lahko nekaj vprašam vezano na to zadevo? Zdaj, mogoče še kakšen primer. Recimo, bom kar konkretna. Meni so zaprli na 26 račun, ne zaradi tega, ker bi jaz hotela, ampak pač enostavno zaprli so mi ga in seveda nimam podatkov o prejetih obrestih. Kako bo v tem primeru? Jaz mislim, da tudi če ti zaprejo račun, dostop do svojih podatkov o transakcijah še vedno imaš. Zdaj, če si ne delaš spotoma backupov, izpiskov in tega, lahko še vedno zaprosiš banko, da ti pošlje te podatke ločeno. Jaz mislim, da na ta način do podatkov bi lahko prišli. Če se pa zdaj zgodi, da ste v stiski s časom, ko morate napoved dati, podatkov pa nimate, bi bilo vseeno pametno Furs o tem obvestiti. Zdaj, lahko date noter napoved in napišete neke ocenjene vrednosti z opombo, da čakate še na potrdilo od banke. Tudi Furs dostikrat, recimo, sploh takrat, da gre za uveljavljanje tujega davka, izdaja vmesne, začasne odločbe, na podlagi katerih plačate davčno obveznost, pa potem, ko dobite dokumente, se ta stvar popravi. Zdaj, v tem primeru, ko res ne veš, koliko si dobil, fajn bi bilo Furs vsaj obvestiti, da zamuda ni na vaši strani, se pravi, da ni krivda za zamudo na vaši strani, ampak da objektivno nimate podatkov ali pa dostopa do podatkov. Me pa čudi, recimo, da ko ti račun zaprejo, da ne dobiš tudi hard copy izpiska ali pa nekega backupa o upravnih transakcijah. Nič ne dobiš, tudi dostopa nimaš, tako da ne vem točno, koliko obresti je bilo. Prijava računov, dajva sam še to na hitrco, ker se mi zdi pomembno, da pač se še enkrat to pove, ker dobivamo ogromno vprašanj, katere račune prijaviti in katere ne. Treba je prijaviti plačilne račune. Se pravi, račune, na katere lahko dobivate prilive in iz njih tudi stvari plačujete.
Zelo poenostavno, če ima račun IBAN številko, potem to je plačilni račun in ga je praviloma treba prijaviti. Se pa tudi plačilni računi potem naprej ločijo na transakcijske in na varčevalne. In recimo N26 je recimo taka posebnost, prvi račun, ki ga odpreš, je tvoj plačilni račun, transakcijski. Ima IBAN številko, tega moraš na FURS prijaviti. Potem ima pa N26 tudi produkt Savings, ki je pravzaprav varčevalni račun. Ko denar nakažeš na ta tvoj Savings pod account, dejansko dobiš nov račun z novim IBANom, ampak ker iz njega ne moreš plačevati, po vsebini to ni transakcijski račun, tega Savings IBANa ni treba ločeno prijavljati na FURS. Se pa bova še povedala o obrestih. Ja. Izvoz podatkov, to je tudi cela drama okrog tega, ker nekateri imajo ogromno nekih transakcij, kako zdaj z izvozom, kako pripraviti podatke, je Davkomat varna opcija, Davkomat.si. Ti si rekel, da si testiral to opcijo, ne? Jaz sem jo testiral, mi je relativno dobre rezultate ven dala, zdaj ne vem, kako je z veliko večjimi datotekami, ki bi jih delal. Problem pri izvozu podatkov je to, da vsak ponudnik da v neki svoji obliki, nekateri v PDF-ju, nekateri v Excelu, nekateri v CVS datoteke, medtem ko uvoz v e-davke je možen zgolj v XML formatu. Se pravi, stvari je treba nekako prevekslati v pravilni format, preden jih lahko uvozite na e-davke. Davkomat tukaj deluje, vsaj kakor smo gledali, za kakršne koli druge, pa jaz nisem probal osebno, oziroma jih tudi ne poznam. Glede varnosti, ki imaš tukaj vprašanje, ne vem, koliko je ta stvar varna, ampak kakor vem, je Davkomat odprto kodna zadeva, da bi se dal tudi stvar čist lokalno sprocesirati in dobiti potem rezultat v obliki, kakršnega želiš, ne da bi uploadal na neke zunanje serverje. Kaj pa ChatGPT? Jaz sem nekaj probavala, mislim, da nisem dala dober ukaz, kaj mora narediti, ampak nekaj mi je izvozil, ni bila pa to zadovoljiva oblika. Nisem še probal tega, ampak če bi dal res dober prompt, recimo tukaj imaš vhodne podatke, iz tega mi sestavil XML datoteko v taki obliki, v taki strukturi, bi mogoče celo znal to narediti. Ok, to naj bo pa izziv za naše gledalce in poslušalce. Prosim, zapišite v komentarju, če vam je uspelo narediti dober ta ukaz za ChatGPT in pač, da pripravite podatke. Ok, greva še to na hitrico podatke o transakcijah, ne vem, kdaj sem kupil delnice, kje dobim informacije in koliko časa je dolžen broker hraniti podatke. Ja, te podatke dobite pravzaprav pri vašem brokerju, Se pravi, tam, kjer imate ali trgovalni račun, ali tam, kjer imate kakršenkoli drug račun, pri katerega lahko te delnice kupujete, imate podatek, koliko denarja ste namenili za nakup česa. Važno je, da imate tukaj, se pravi, podatek o nabavni vrednosti vrednostnega papirja in podatek o datumu pridobitve, zaradi tega, ker je ta stvar pomembna za namene obdavčitve v naslednjem koraku, ko boste to enkrat prodajali. Vemo namreč, da z leti davčna stopnja pada. In nabavna vrednost je pa pomembna zato, da znamo potem zaračunati pravilno davčno osnovo, ko enkrat stvar prodamo, se pravi od prodajne vrednosti zmanjšane za normirane stroške, odštejemo nabavno vrednost povečano za normirane stroške in razlika je potem davčna osnova. Koliko časa je podatke treba hraniti? Ja, po 15 letih pri nas ni več davka za plačati, ampak podatek moraš imeti že zaradi tega, da veš, da je teh 15 let mine. Tako da ni nekega pravila, po 18 letih pa lahko vse v smeti vržeš, ali pa po 10 letih pa ne rabiš več. Hrani toliko časa, dokler lahko pride do obdavčitve. Dajte še nekaj vprašam. Interactive Broker se je selil iz Madžarske na Irsko. Zdaj, točno ne vem, kako je pri izvozu podatkov, ker nisem še gledala, ker še nisem oddala davčne napovedi, a vem pa, da so bile prekinjene recimo vsa moja varčevanja, ki sem jih imela na recurring nastavljena. A tukaj mogoče si ti kaj preverjal te podatke? Ne, nisem. Tudi ne vem, mislim, če gre zgolj za selitev ponudnika in prenos sredstev iz enega računa na drugega, še vedno znotraj tvojega lastništva. Za moje pojme to ni obdavčljivo, to je pač prestavljanje premoženja iz levega v desni žep, ni pa to obdavčljiv trenutek. Podatke bi pa mogel imeti tako na starem kot na novi? Si predstavljamo, ne vem, zakaj bi bilo drugače.
Okay. Tukaj je eno zanimivo vprašanje. 360 naložb, investiral bom za obdobje 30 let mesečno, vendar me ravno zaradi davkov odvrača, ker si sploh ne predstavljam, kako bi po 30 letih, ko bi vse skupaj prodal, poročal davčni. Treba je za 360 mesecev imeti evidence, ki jih hraniš 30 let, vmes se marsikaj zgodi. Tudi v e-davki aplikaciji si ne predstavljam, kako vnesti 360 vnosov. Kako izgleda to v praksi? Ti imaš verjetno veliko strank za veliko teh. Tukaj je odgovor pravzaprav zelo preprost. Če bo prodajal po 30 letih, ta stvar ne bo obdavčljiva in tudi prijaviti ne bo treba. Se pravi, po 15 letih ne plačamo več davka in tukaj bi dejansko bil obdavčen samo na tiste enote ETF-jev, ki jih je kupil v zadnjih 15 letih. Te podatke bo definitivno mogel imeti za odmero davka, ostale podatke pa tudi rabi. Se pravi, za prvih 15 let poslovanja, ne zaradi tega, ker je bile pomembne za odmero davka, ampak zaradi tega, da bo lahko finančni upravi dokazal, da jih je kupil že več kot 15 let nazaj in da posledično niso niti obdavčljive, niti ni bil dolžan vložiti napovedi za ta del. Da te še to vprašam, a te finančna uprava, recimo, da ti daš podatke, pa da mogoče si kakšno leto zgrešil, ker pač nisi vodil dobre evidence, a je finančna uprava tako prijazna in ti reče, ti si pa že več kot 15 let imetnik te naložbe, ni potrebno plačati davka? Ja, seveda, to morajo upoštevati. V pravnem pravu imamo načelo materialne resnice, se pravi, ugotavljajo se vsa dejstva, tako tista, ki grejo v breme, kot tista, ki grejo v korist zavezancev, in tudi, če finančna uprava ugotovi, da je nekaj ali že zastaralo, ali da ni obdavčljivo, vas bojo na to obvestili. Nisem še videl primera, ko bi načrtno to spregledali in odmerali davek od nečesa, za kar sami ne bi imeli podlage. Drugo je, kaj je recimo za pravne interpretacije, če se mi ne strinjamo s Fursom, ali nekaj je za obdavčiti ali ne. Tiste je drugačne vrste spora. Okay. No, v glavnem samo to, da vemo, davkarija te opozori, da ne rabiš plačati davka, če že držal 15 let neko naložbo. Okay. Zdaj pa pojma na te famozne obresti, ker jih vsi hočejo prijaviti in vsi hočejo plačati davek na obresti. Pa dajva najprej pogled, kako so obdavčene obresti na depozite, torej vezana sredstva, in potem bova še na denar, ki leži na računih. Ja, če se dotaknemo tega, kar imaš tukaj gor naveden, tukaj sta dve podlagi v zakonu o dohodnini. 82. člen govori o avista obrestih, se pravi o obrestih, ki se vam natečejo na pozitivno stanje na TRR-ju. In tam piše, da obresti, ki jih prejmete na pozitivno stanje na transakcijskem računu, niso obdavčene, ne glede na višino. Se pravi, če imam jaz 1.000.000 evrov na računu, dobivam 0,5% obresti na leto, tudi če jih je več kot tistih 1000 evrov na leto, jih teh ni treba prijavljati in ne plačujem davka. Potem so pa še druge obresti in sicer mi jim pravimo na depozite, v resnici gre to za obresti, ki jih dobimo od raznih varčevanj, depozitov in tako naprej pri bankah. Tukaj so pa te obresti obdavčene s 25% in jih je treba napovedati. Imamo pa neko olajšavo in sicer, če so bile te obresti dosežene pri bankah iz Evropske unije ali iz Slovenije, potem imamo olajšavo do 1000 evrov doseženih obresti na letni ravni. Se pravi, če jaz imam dva računa, na enemu zaslužim 600 evrov obresti in na drugemu 600 evrov obresti, sem skupaj presegel 1000 in je treba to napovedati. Če pa skupen seštevek teh obresti ne doseže 1000 evrov, potem pa napovedi sploh ne treba oddajati. To je to, kar si povedal zdaj. Tukaj mogoče še ta trik, kako razdeliti na dve davčni leti. Ja, to je pa pri dalj časa trajajočih depozitih in sicer zakon o dohodnini vam daje možnost, da banki poveste ob začetku tega depozita, da bi radi uveljavili tako imenovano razmejevanje obresti. Se pravi, namesto da bi vam banka na koncu po 2 letih plačala 2000 evrov obresti, kar bi pomenilo, da je bilo 1000 oproščenih, 1000 obdavčenih, se lahko z banko zmenite, da vam te obresti pripisuje, ampak ne izplača. Se pravi, vsako leto vam jih pripiše 1000 evrov in vsako leto boste uveljavili tudi olajšavo v višini 1000 evrov in na depozit potem plačali nič davka skupno gledano. To se vam splača narediti, če imate to opcijo.
A to te banka opozori, ali te svetuje, sugerira? Ne vem, če opozori ali če svetuje, je pa tako, da je treba ob sklenitvi banko obvestiti, da bi to rad uveljavljal. Zdaj, jaz imam eno izkušnjo z NLB-jem, kjer so ponudili to opcijo, kar se mi zdi zelo fair. Ne vem pa, kako je na ostalih bankah, oziroma če je to nek tak splošen produkt oziroma pravica, ki jo strankam predstavijo ob vsakem sklepanju dolgoročnih depozitov. Okay, zdaj pa je na neobanke, pa začniva najprej z N26, kako so obdavčene obresti na ta sredstva. Ja, N26 je pravzaprav od vseh bank, ki jih bomo danes obravnavali, najbolj enostavna in najbolj transparentna. Se pravi, ko vi odprete tako imenovan saving account pri njih, vam zato dajo ločen račun, ločen IBAN, ki ga ni treba prijaviti, ker je to varčevalni račun, kot sva rekla. In te obresti se bodo dejansko štele kot obresti od depozita. Obdavčene bojo s 25% in priznali vam bojo tistih 1000 evrov olajšave na letni ravni. Napovete jih na obrazcu za dosežene obresti pri bankah v Sloveniji in Evropski uniji in tistih 1000 evrov se tudi avtomatično prizna olajšave, če ste presegali seveda 1000 evrov obresti. Če jih niste dosegali, vam napovedi ni treba dati. Ok, zdaj greva pa naprej na Trade Republic, ki pa se mogoče malo bolj zakomplicira. Ja. Trade Republic, sam še to povejva, da je to neobanka, da so dobili poleg neobrokerja, da so dobili licenco decembra 2023. Torej, kako so obdavčene obresti? Tukaj je vidik FURS-a, se pravi pojasnilo, kakršnega je FURS trenutno podal, in sicer njihovo pojasnilo gre v smer, da je stvar identična obrestim od N26. Se pravi, karkoli dosežete obresti pri Trade Republicu, se bojo obravnavale kot obresti od depozita in bojo do 1000 evrov neobdavčene na letni ravni. Zdaj, potem je pa tukaj še moj vidik, ali pa recimo vidik nekaterih strokovnjakov, ki pravimo pa, da to ne drži čist. Zato, ker pri N26 imamo mi ločen varčevalni račun, na katerega se obresti natekajo, ki ga ne moramo uporabljati za plačila. Medtem ko pri Trade Republicu mi dobivamo obresti na stanje na računu, ki ga tudi sicer uporabljamo kot transakcijski račun. Zdaj, res je, da pri Trade Republicu je ena omejitev in sicer, da vam Trade Republic ne pušča dobivati nakazila ali pa dati nakazila na račune, ki niso pod vašim lastnim imenom. Lahko pa iz tega računa plačujete porabo na kartici, plačujete s kartico vsakdanje stroške, vlagate v finančne inštrumente in tako naprej. Se pravi, po vsebini je račun pri Trade Republicu zelo podoben oziroma dejansko gre za transakcijski račun in obresti na transakcijskem računu bi mogli biti v celoti oproščene, ne glede na višino. Dobar, ampak vsem, zdaj te obresti moramo prijaviti, plačati bo treba tudi davek, če smo prekoračili 1000 evrov, in zdaj se mi s tem ne strinjamo, mi se strinjamo s tabo, ne strinjamo se s FURS-om. In kaj moramo narediti? Zdaj se lahko pritožimo, ta del moramo jasno povedati, kako se pritožiti, pa kaj napisati na pritožbi. Stvar je taka, te obresti je bolj varno napovedati kot obresti od depozita. Zakaj napovedati? Zato, da razkrijete dohodek sem dobil. V vlogi noter pa lahko napišete, da menite, da to ni obdavčeno, da bi mogel FURS celotno stvar izločiti van iz obdavčitve, in potem vam bo FURS seveda izdal odločbo, ki, če bo njihovo pojasnilo obveljalo, vam bo odmeril tega davek, potem imate pa možnost pritožbe naprej. Zdaj, glede na to, da je zelo velik odziv, kar se tega tiče, večina ljudi se pač ne strinja s tem, da so te obresti obdavčene, jih bo zelo veliko vlagali tudi pritožbe. Zdaj, tukaj bi bilo mogoče smiselno narediti nek mušter te pritožbe, da se vidi vsaj, kaj je osnova za nestrinjanje s FURS-om, zakaj se s FURS-om ne strinjamo in kako bi to moglo biti obdavčeno. A ni dovolj, da poveš, ne strinjam se z obdavčitvijo? A moraš dejansko še celo pojasnjevati, zakaj se ne strinjaš z obdavčitvijo? A lahko rečemo, Ivan Krajnec je povedal na podcastu Money How? Ja, ampak Ivan Krajnec je tudi povedal, zakaj se ne strinja, in tudi napisal. Lahko uporabljate tisto mojo argumentacijo, ni problema.
Se pravi, bom jaz pripravila pa dala v opisu epizode, kaj je bila v bistvu tvoja argumentacija, zakaj se ti ne strinjaš z odločitvijo Fursa. Ja, lahko. Je pa stvar taka, ne? Tisti, ki so na leto dobili obresti od Trade Republica in skupaj z vsemi ostalimi obresti pri bankah niso dosegli 1000 evrov, je brez veze, da vlagajo kakršnekoli napovedi ali pa da se kregajo s Fursom, ker bodo tako neobdavčeni. Ta stvar zna, če ravno nekovaj, zaboleti tiste, ki bojo na leto zaslužili več kot 1000 evrov in bojo zaradi teh obresti od Trade Republica pravzaprav padli v tisti razred, ko bojo že obdavčeni na obresti. Njim bi se pa splačali pritožiti, če bojo ocenili, da je znesek davka, ki jim bo odmerjen, toliko velik, da se jim pač po živcih pa po času, ki ga bojo izgubili, splačajo to. Glede na to, da so bile kar relativno visoke obrestne mere, tako na 26 kot Trade Republic, poleg tega so nekateri še investirali v ljudsko obveznico, mogoče so dobili še nekje druge obresti, mogoče so imeli vezan denar na kakšne slovenskih bank, tako da v seštevku bi lahko relativno hitro prekoračil teh 1000 evrov. Tako da, dogovorjeno, se pravi, seštejte obresti, če niste presegli 1000 evrov, ni potrebno vlagati pritožbe, če ste presegli 1000 evrov in če se ne strinjate z predlogom oziroma z Fursom, pač si pogledajte v opisu epizode, kako razložiti, kaj napisati v pritožbi, a ne? Tako. To je to. A greva naprej? Lahko. Revolut, to pa je spet ena posebna zgodba. Ja. Revolut je pa pravzaprav najbolj komplicirana zadeva v celi stvari in sicer imamo tukaj dve posebnosti. Prva posebnost je, da te obresti, ki jih dobivamo pri Revolutu, niso bančne obresti. Za njih je treba uporabiti drug obrazec za napoved, se pravi ne napoved obresti od bank in hranilnic v Evropski uniji, ampak napoved od drugih obresti, to je prva posebnost. Druga posebnost je, da za te obresti ne velja olajšava 1000 evrov, ampak od njih plačamo 25% davek na bruto znesek obresti. In tretja stvar je, skupaj s temi obrestmi pravzaprav mi realiziramo dve vrste dohodkov. Ena je prodaja enot nekega sklada, v katerega mi denar vlagamo in iz tega naslova dobivamo obresti pravzaprav. Drugo je pa prejemek obresti, se pravi obresti napovemo na tem obrazcu, ko smo zdaj rekli. Drugi obrazec, ki ga moramo pa hkrati oddati, je pa še napoved za odmero dohodnine od kapitalskih dobičkov, od odsvojitev teh enot sklada. Do tega pride takrat, ko obresti dvignemo iz računa, ampak iz tega naslova praviloma ne plačamo kapitalskega dobička. Zakaj? Zato, ker nakupe tega Fidelity Institutional Fund in prodaje tega istega sklada delamo po enaki vrednosti in ne ustvarjamo kapitalskega dobička. Eno vprašanje, prej si rekel, da si napovedal 12 ali 13 centov dividend, kaj pa če recimo tukaj dobiš obresti v višini 15 centov, ne vem na pamet, pa 1 evro. Vse je treba prijaviti. Treba je dati oba dva obrazca, enega za prejete obresti, enega za odsvojitev enot sklada. Če tega ne narediš, ker se ti zdi brez veze, kaj se zgodi? Tehnično gledano bi lahko dobil globo za nepredložitev obračuna, medtem ko odmere davka tukaj potem ne bo. Postopek se bo ustavil, zato ker so zneski prenizki. Ampak vse te pa lahko doleti globa, ker nisi pač tega naredil. Za nepredložitev obračuna, ja. To sva rekla, da pa tam do 15 000, od 400 do 15 000, ali kako? Ne, za nepredložitev se mi zdi od 200 naprej, ampak vseeno, par 100 evrov. Preveč je. Ja. Kogarkoli. To sva že tako odgovorila seštevek teh obresti iz različnih teh opcij, ki smo jih omenili na 26 Trade Republic ljudska obveznica, prijavite nad 1000 evrov in je to. Klele obresti od Revoluta bi jaz izločil ven. Zato, ker ne grejo v kvoto 1000 evrov in ne grejo na isti obrazec napovedi. Sem pozabila tukaj zbrisati, Revolut grevanje. Revolut ne gre v to. Zdaj pa tukaj vprašanje, se to prijavi skupaj, ločeno? Eno napoved se odda, v napovedi imate tabelce od spodaj in date tudi različne, obresti iz različnih izplačevalcev lahko združite na eno napoved. Važen na koncu je znesek.
Dosežene obresti, se pravi, tukaj pač ena dilema vezana na obresti na Trade Republic in sicer, da za december se izplačajo šele januarja, zdaj, kako napisati to, v katero davčno napoved, za 24 ali za 25. Mnenja na našem Discordu Money House so deljena. Ja, takrat, ko jih prejmete, cash flow. Pri dohodnini vedno gledamo cash flow, kdaj dobim denar na račun. Ne na katero obdobje se nanaša izplačilo, ampak kdaj sem izplačilo prejel. Obstajata pravzaprav samo dve izjemi, no, in v zvezi z obrestmi je edina izjema tisto razmejevanje pri dolgoročnih depozitih. V tistih primerih obresti sicer dobiš izplačile še na koncu, po 3, 4, 5 letih, ampak za namene davka se razmejujejo in se jih napoveduje oziroma jih banka prijavlja, kot da so ti bile na voljo že v posameznem letu tekom trajanja depozita. Drugače pa, če poenostavimo, pravilo čez palc, vedno gledajte datum cash flowa. A greva kar na Irsko, Interactive Brokers, to smo zdaj že na začetku nekaj omenili, da so se selili spet, ne. Zanima me vse glede plačevanja davkov, upravljenih investicij preko Interactive Brokers na Irskem. Kako je a boš kar odgovoril na če greva po vrsti, točka A pa B, glede nakupa pa prodaje delnic, imate vrednost, nabavno in prodajno vrednost delnice, to je razvidno iz vašega računa. Ta 1% normiranih stroškov se vam prizna strani FURS-a, se pravi, nabavna vrednost se poveča za 1%, prodajna se zmanjša za 1%, to se naredi avtomatično, tudi če date, upišete podatke iz trading accounta v FURS-ov obrazec, vam te stroške priznajo. To je ena stvar. C točka se nanaša na dividende. To nima več zdaj veze z ETF-ji pa kapitalskimi dobički, ampak gremo na dividende. Pri dividendah, ko jih dobite izplačene, se lahko zgodi, da vam izplačevalec odtegne davek na viru. Če vam ga slučajno odtegne, morate paziti na dve zadevi. Prva je, v prijavo dividend morate še vedno dati bruto znesek noter, ampak zraven napišete, koliko davka ste v tujini že plačali. FURS vam bo ta davek plačen v tujini odštel od slovenske davčne obveznosti, ampak nikoli vam ne bo odštel več kot 15%. Se pravi, tukaj piše, Irska je vzela 5%, ok, to bo FURS priznal, preostanek do 25%, kolikor je davek na dividende, bom jaz doplačal v Sloveniji. Če bi Irska utegnila recimo 20%, potem bi mi FURS priznal samo 15 in 5 bi bilo pravzaprav izgubljenih oziroma bi jih mogel iti na Irsko iskati za nazaj, kar se pa pri nizkih zneskih ne splača. Zdaj, v večini primerov je zato pametno vlagati v ETF-je v državah, kjer odtegljaja pri dividendah ni, da se izognemo tem problem. Če pa že pride do tega problema, pa nekateri brokerji dopuščajo tudi možnost, da vnaprej predložiš svoje potrdilo o rezidentstvu in da se potem na ta način ali izogne odtegljaju ali se ga pa zniža na najmanjšo dovoljeno raven. A te lahko nekaj vprašam, zdaj, to sem danes bila malo presenečena, Interactive Brokers v bistvu zahteva podatek tvojega delodajalca. Zakaj to potrebuje? Ker recimo zdaj imamo en zanimiv primer v Srbiji, recimo zaposleni v naftnem podjetju NIS recimo ne smejo trgovati, ne? Ne vem, kaj bi bil tukaj razlog. No? Sankcije, Rusija, a na ruski lastniki. Ja. Dobro, pa je čisto administrativna zadeva, nima veze z davki. Ne, nima veze, sem to me malo presenetila, sem čisto pozabila, da moramo delodajalca tudi unesti noter, ker sem že ne vem koliko časa nazaj odpirala račun. Vsak mesec kupujem ETF z glavnim računom na Interactive Brokers, imam pa še dodatne podračune za otroke in cilj je, da prenesem svoj ta portfelj na otroke. Kako je z obdavčitvijo, če bi prenesel recimo del pozicij iz glavnega računa na podračun? Če prenašaš iz svojega glavnega na podračune samo, se pravi še vedno pod tvojim lastništvom, to ni obdavčljivo. To je pač predstavljanje denarja iz enega predala v drugega. Prenos na otroke je že malenkost bolj zakompliciran, praviloma ta stvar ni obdavčena, ampak je treba na FURS dati neko posebno vlogo za uveljavljanje odloga davčne obveznosti. In to vam prinese pravzaprav dve veliki prednosti. Prva prednost je, da od te odsvojitve vi ne plačate davka. Druga prednost je pa, da otroci tudi od tega darila ne plačajo davka, ker so kot prvo oproščeni.
in da s tem pravzaprav otroci vstopijo v vaše čevlje, kar se tiče lastništva. Ne? Se pravi, če ste bili vi 10 let že lastnik in zdaj prenesete na otroke, se šteje, kot da so otroci potem že 10 let lastniki. Ok. Sprotna prodaja. Aha, to je bil pa tudi en primer. Čez leto sem si nakazoval plačano Revolut Savings, pa nekajkrat na teden prodajo po 100-200 evrov za tekočo porabo. Kako to prijaviti Fursu? Proti koncu leta sem zaprl vse pozicije in nisem imel nič na računu. Ja, to je problem pri Revolut Savings, zato ker vsak dvig vam lahko povzroči davčni dogodek. V tistem trenutku, ko vi dvignete, pravzaprav prodate del investiranih sredstev in zaradi tega je treba to prijaviti, kot so prej govorila, ne? Odsvojitev enot finančnih inštrumentov oziroma tistega. Ok, kaj če sem imel vsako transakcijo zaokroženo do celega zneska? To je ta cashback od Revoluta, ne? Ki jo imajo, oziroma kako se imenuje. Ne vem, kako se imenuje, vem pa samo, da zaokrožuje. Je Roundup. Roundup je. Aha, se pravi, ja, če se prav spomnim, ta zadeva poteka na način, da za vsako transakcijo, ko jo narediš, ti oni znesek do naslednje polne evrske vrednosti investirajo noter v ta savings. Ja, mislim, da je to tako, ja. Ta Roundup je pravzaprav pridobitev finančne naložbe, zato tega ni treba poročati ločeno, je pa treba imeti podatek o tem, ker ko boste te sredstva enkrat dvignili ali pa prodali, bo to nabavna vrednost pa čez pridobitve. Zakompliciran. No, Revolut je od vseh pravzaprav najbolj zakompliciran. Ja, pa tudi se mi zdi, da kar velikega dela si naložiš s tem. Ja. Umik z borze. Kako prikažem izgubo za delnico, ki je bila umaknjena iz borze, sedaj na Trade Republic računu ne vidim več, ampak sem jo pa dobil izpisano na izpisku, kjer v oklepaju napisana opomba worthless. Zdaj ne vem, kako je s tem umikom, a te delnice še obstajajo, ampak z njimi sploh ni možno trgovanje na borzi, ali so bile pa popolnoma odpisane, se pravi, da je šlo podjetje v stečaj in da ne obstaja več. Če nimate več delnice, se pravi, da z njo tudi trgovati ne morete več, bi jaz to napovedal kot prodaja delnice z izgubo, se pravi po ceni nič. Če pa delnica sicer še obstaja, ampak z njo ne morete trgovati, je pa to pač samo delnica družbe, s katero se ne trguje na organiziranem trgu. Se pravi, podobno kot bi v Sloveniji kupili delnico enega DD-ja, ki ne kotira na borzi. Še vedno jo imate, še vedno jo niste odsvojili. Zdaj, recimo Trade Republicu imaš omejeno količino nekih investicij, ni tako recimo kot naprimer na Interactive Brokers, imaš bistveno več teh naložb. Se pravi, če se umakne iz Trade Republic borze, recimo, oziroma da ne moš preko te borze, preko menjalnice oziroma brokerja kupovati, ampak delnica pa obstaja. Ja, ok. Kako v tem primeru? Potem ti delnico še vedno imaš, ampak jo moš prenesti na nekmu brokerju oziroma na nek trading account. Se pravi, to ni odsvojitev delnice. To ni odsvojitev, ne? Ne. Ok. Zdaj, kar nekaj vprašanj bilo vezano tudi na eToro. In sicer novembra sem začel trgovati na eToro in sem se tudi naredil eToro Money Euro account, kjer mi je bil dodeljen nek IBAN račun, na katerega si prenašam depozite in naprej vlagam na platformi. Bi moral to javiti Fursu. Ker načeloma eToro je broker, to ne prijavljamo, zdaj pa kar se tega tiče eToro Money Euro account, pa da imaš nek IBAN, to sva pa rekla, da bi mogla načeloma prijaviti. Ne? Praviloma ampak ne poznam tega produkta. No, vem to, da eToro ni banka, ni regulirana banka, se pravi tudi obresti, ki jih na eToro dobivate, vam ne grejo v tiste oprostitve za obresti. Ja. Glede na to, da imate pa nek account dodeljen, ki ima IBAN, IBAN je pravzaprav po zakonodaji označevalec plačilnega računa. In plačilne račune je na Furs praviloma treba prijavljati. Se pravi, to moramo še preveriti, če je potrebno prijaviti. Preverite, no. Edina varianta, da tega IBAN računa ne bi bilo treba prijavljati, je, če bi bil to po vsebini varčevalni račun, kot N26 Savings. eToro ponuja 4% na neinvestirana sredstva, ali so te obresti tudi proste plačila davka do 1000 evrov? Ne, to so pa rekla, da ne, ker eToro ni banka. Ja, se pravi, plačaš normalno davek, ne? Ja.
Zdaj imamo pa izvedene finančne inštrumente. Je bilo eno vprašanje. Napovedana je bila v bistvu znižanje obdavčitve izvedenih finančnih inštrumentov, trenutno so obdavčeni po 40% oziroma odstotni stopnji. Zdaj, minister za finance je prav za Bloomberg Adrio že lansko leto napovedal, da bodo znižali to obdavčitev. Ti mogoče kaj veš, če se kaj dogaja na tem področju? Ne, nič ne vem. No. Je pa tudi tako, izvedeni finančni inštrumenti, ta 40% obdavčitev je res samo za prvo leto. Če imate IFI več kot eno leto, je pol obdavčitev enaka kot za vse druge kapitalske dobičke. No, v glavnem minister je rekel, da ne bi se zgodila sprememba že v letu 2025. Mislim, da so zdaj zaposleni s drugimi stvarmi. Mislim, da je tudi napovedana obdavčitev nepremičnin, ker tudi ne vemo, kaj se dogaja. Ja, ti zelo zanimivo. Skratka, več transakcij v enem dnevu, a ne? Ja. Okay, to je ta gospod, ki nam je poslal vprašanje vezano na eToro. To je zanimiv podatek. On je v bistvu copy trader, se pravi, kopirajo je neke te transakcije in investitor, ki ga je pač izbral, je kar nabijal neke postavke in na koncu je v bistvu kar precej imel nekih investicij za 200 evrov vložka, hiter je prekinil kopiranje, ker pač je videl, da bi imel ogromno dela za oddajo napovedi. Skratka, zdaj prvič izpolnjuje to, a boš kaj komentiral to kopiranje, no? Tlele vidimo to bolečino, če ne veš, v kaj se spuščaš, pa kopiraš. Iz nekih drugih držav, ki mogoče nimajo takih davčne zakonodaje kot pri nas. Davčna zakonodaja, ja. Kopiranje ni vedno smiselno. Ne samo zaradi tega, ker je pri nas compliance lahko bistveno bolj zapleten, tudi zaradi tega, ker je obdavčitev pri nas lahko drugačna in bi se temu, ki mu sledimo, trgovanje splačal, nam pa zaradi davkov ne. Tako da je treba presoditi, no, bi šel v to ali ne. Zdaj, tale vprašanja, ki jih je gospod dal, vsak vrednostni papir, ki ima svoj istin, za vsakega je treba dati svoj popisni list. In na vsakem je treba poročati po datumih pridobitve pa prodaje. Kaj pa urah? Ne, po urah pa ni treba, ker šteje samo datum pridobitve. Zato, ker tle prav, da je v istem dnevu imel več pridobitev in odsvojitev iste delnice. Ja, se pravi, šlo res za traderja, ki je trader na polno. Jaz mislim, da tle ura niti ni važna. Metoda first in first out gre po dnevih. Se pravi, če vam je znotraj dneva 3 nabave, pa pol še 5, pa 2 prodaje, pa spet 7 nabav, gor imam samo en datum pridobitve, en datum odsvojitve, količine pa lahko seštevam na postavkah. Dividende, a bova na hitrco še to kaj povedala, kako je z obdavčitvijo dividend slovenskih blue chipov, za nekateri dobivajo preko Trade Republica, ki pač omogoča investiranje v slovenske blue chipe, kako je v tem primeru? Tukaj je lahko problem s tem, da vam davek odtegnajo in problem je z napovedmi, pri kontroli podatkov. Če vi dobivate izplačilo dividende od slovenskih družb, bi praviloma že te slovenske družbe mogle odtegniti davek in vam ne bi bilo treba napovedi dajati za te prejete dividende. Ampak, ko FURS dobi kontrolne podatke, on ne vidi, da ste vi dobili dividendo od tega blue chipa, ampak vidi, da ste dobili dividendo recimo od Trade Republica ali pa od Revoluta ali pa kogarkoli, ki je tukaj kot plačilni posrednik, kot paying agent. In v teh primerih lahko pride potem do neskladja med tem, kaj vi poročate, pa kaj oni poročajo. Oziroma vas bo FURS pozval, mi imamo podatek, da ste iz Trade Republica dobili dividendo, vi boste mogli reči, dividenda je bila izplačena iz Krke, Krka je to že poročala, meni treba ločeno obravnavati, meni ni treba ločeno prijavljati tega dohodka. Se pravi, nasvet je, da prijavimo ne glede na to, a se je bila prijavljena strani? Ni treba prijaviti tega. No. Mislim, če je bil davek že odtegnen na veru in FURS ima podatek, da je bil ta davek plačan, potem ni treba dati prijave, če smo dobili dividendo od slovenske družbe. Zdaj smo šli malo čez pol ure, ker sva rekla, da bova v pol ure obdelala. A lahko greva do konca? Probiva, koliko je še? Mislim, da ni veliko več. Dividende, drugi del, kater datum upoštevamo za napoved? Ex-date ali payment date? Kdaj prije zadeva na račun?
Takrat, ko pride na račun. Datum sklepa, da se dividenda deli, za nas ni relevanten. To je relevantno za družbe, ki delajo po accrual basis principle, medtem ko za fizičnjake smo rekli cash flow basis, se pravi, gledamo, kdaj dobimo priliv. Ok. Kaj pa to, prijel sem dividende od CFD, ETF, delnic, a to se pade pod isti obrazec vloga? Ja, dividende ne ločimo, glede na vrste, tako kot obresti, ki smo rekli, da so une od bank pa ostale obresti. Je pa razlika pri prijavi noter, vedno, ko prijavite dividende, morate izbrati še vrsto dividende, ki ste jo prejeli. In tam gre lahko za različne vrste dividend, iz deležev, iz kapitalskih inštrumentov in tako naprej. Kaj pa tukaj? Obrazcev to obrazloženo. Dilema glede odsvojitev, kupil sem, to mogoče zna biti zanimiva, kupil sem 100 delnic, odsvojil 70 in imam zalogo 30, kako je potem naslednje davčno obdobje, ko prodaš še preostalih 30, ali takrat prijaviš samo še odsvojitev, ker nakup ima FURS že v sistemu od prejšnje napovedi, ali še enkrat se izpolni celotna zgodovina? Ne, ni treba celotne zgodovine, tisto, kar ste prodali v prejšnjem letu, za to leto ni več relevantno in tudi v napovedi, ko delate, imate višino oziroma količina nabave, količina prodaje in preostala zaloga. Se pravi, preostala zaloga iz lanskega leta je otvoritveno stanje za to leto. Ok. Delnice sem prodal, a si dobička nisem izplačal na TRR, ali moram dobiček vseeno prijaviti na FURS-u? To pogosto sprašuje, zato sem pustila še enkrat ta vprašanje. Ko ste delnice prodali, ste denar dubl. Zdaj, a ste ta denar iz vašega trgovalnega računa nakazali na svoj TRR, ali dvignili na bankomatu, ali zapravili s kreditno kartico, ni važen. Za namene davka se šteje kot obdavčljiv dogodek prodaja in je treba napovedati to prodajo, da se odmeri kapitalski dobiček. Ne glede na to, si izplačal na TRR ali ne. Nima veze. Kaj se ne obdavči? Deva tukaj se dotakniti kriptovalut, ker to je najbolj pogosto vprašanje, pa prosim povej, kako so obdavčene kriptovalute oziroma niso? So pa niso. Bom rekel tako, če si occasional trader, potem niso obdavčene. Ni treba niti napovedovati, niti javljati, niti ničesar, ne plačate nobenega davka. Če se pa lahko šteje, da trgujete v takem obsegu, bodi si po količini transakcij, bodi si po volumnu, bodi si da upravljate tradanje za vaše kolege, prijatelje ali pa po naročilu in da se to lahko obravnava že kot dejavnost, potem ste pa obdavčeni v sklopu dejavnosti, bodi si kot SP, bodi si kot DO, skratka ne gre več za neobdavčljivo tradanje s kriptovalutami. Splošno pravilo je pa, če si hodlar ali pa occasional trader, od tega dobička, ki ga dobiš s prodajo kriptovalut, ne plačuješ davka. A lahko mogoče poveš, kaj pomeni occasional trader? Kaj to pomeni? Koliko transakcij na letni ravni? Kaj to je večna debata o tem, ne? Je večna debata in še dolgo bo. Individualno FURS obravnava te zadeve? Individualno, dali so sicer neka pojasnila, kjer so par primerov navedli, tam noter dali tudi neke številke, zdaj, ali je to 100 tradov na mesec, ali je 1000 tradov na mesec, niti ne veš, tudi noter v tistih pojasnilih niso dali nekih trdnih thresholdov, pa rekli, če imaš do tok, nisi trader, če imaš več kot tok, pa si trader. Tako da, case by case. Ok, a greva kar naprej. Malo sem preskočila za nekaj vprašanj, zaradi tega, ker na ta vprašanja smo mi v bistvu že odgovarjali v epizodi, ki smo jo novembra posneli. Pa glede na to, da je ta cashback zelo aktualen, bi mogoče tukaj vsem še enkrat povedali, kaj je potrebno, ali je potrebno dati napoved dohodnine za 1% cashback pri Trade Republic, recimo. Ta cashback se obravnava kot kaj? Nakup nekega finančnega inštrumenta. Se pravi, samo nalagaš te zadeve. V bistvu se ti potem gre v nakup, izbereš si neko naložbo in pač... Ne. No, ampak dokler samo nalagaš in kupuješ te zadeve, to ni obdavčljiv dogodek. Ko boš enkrat to stvar prodal, takrat bo pa treba napovedati. In sicer bo to ena odsvojitev, takrat, ko boš prodal, pokoristil, prenesel, karkoli že. Problem bo pa s pridobivanjem. Se pravi, vsak cashback, ki si ga dobil in z njim kupil ta finančni inštrument, je ena pridobitev. Se pravi, to se izvaja mesečno. Mesečno se to izvaja, ampak pazi, zdaj imam pa tako. Jaz sem razmišljala tako. Mesečno se to izvaja, a ne? In jaz sem se odločila, da bom potem mesečno investirala v Bitcoin.
Kaj bo v tem primeru? A se to smatra za tradanje? Ker se vsak mesec kupuje, potem po ne vem kolikih letih bom pa pač to prodala, naprimer. Ne poznam tega produkta tako dobro, ampak kaj se s tem cashbackom naredi? A ti ga en mesec šparaš na nekem računu in potem konc meseca poveš, v kaj se ti vloži? Ti si kar vnaprej izbereš, ti moraš v bistvu vnaprej določiti, kam želiš, da ta 1% gre. Ampak to se enkrat mesečno izvede. Enkrat mesečno se izvede. No, se pravi, to je potem nabava finančnega inštrumenta. In to pomeni kaj? Da si potem, ker sem jaz recimo, ker kripto ni obdavčen, oziroma je v primeru trgovanja, a se to smatra kot trgovanje? Ne, v tem primeru jaz mislim, da ne, zaradi tega, ker ni taka frekvenca ali pa višina transakcij. Drugo je pa, kar je treba paziti, ali ti res vlagaš v kripto ali vlagaš v kakšen finančni inštrument na podlagi kripta. Kar v Bitcoin. Ker če vlagaš v IFI ali pa CFD na bazi kripta, potem pa ta stvar bo obdavčena kot izveden finančni inštrument. Skratka, jaz sem investirala kar vse, ker ta 1% investiram v Bitcoin. Moraš omeniti ljudsko obveznico, prihaja nova ljudska obveznica v marcu z ročnostjo 3 let, minimalni 1000, znesek vpisa maksimalni 250, obrestna mera 2,75. Se pravi, tisti, ki se bodo odločili za to, morajo upoštevati vse te obresti, kar smo prej omenila, da se pač seštevajo, vključno. Tudi mislim, da je minister zelo jasno povedal, ta ljudska obveznica, prejšnja ljudska obveznica in pa vse druge obresti, ki jih dobimo, do 1000 evrov, je prosto plačilo davka. Obresti, ki jih dobimo od banke in hranilnic. Tako. Ja. To so že povedala, tle nimava kaj povedati, ne? Zakladne menice, kako bova pa to povedala, komentirala, ker to je tudi zelo priljubljena investicija zdaj med malimi vlagatelji. Se je potem isto, ne, za te zadeve, kot je bilo za ljudske obveznice. Ne velja za ljudske obveznice, ne velja isto, zaradi tega, ker to sem šla prav ekstra preverjati, za ljudsko obveznico velja samo za investicije, ki so namenjene za državljane. Zakladne menice pa niso ljudske zakladne menice, ampak so obične. Prav so namenjene širšemu krogu. Širšemu krogu, ja. Ta trditev obresti skupaj z obrestmi z denarnih depozitov ne bodo obdavčene do višine 1000 evrov, ne drži. Ne drži potem, ja. Tole sam na hitrico greva čez, ker to smo že imeli v tisti epizodi, ki smo jo posneli, kjer dobimo podatke na Interactive Brokers o pač vseh naših aktivnostih in potem kako oddamo. To smo natančno skupaj šli z Juretom čez, tako da tukaj to preskočila, ne? Ja, se lahko tam pogledajo, če koga zanima. Te napovedi od dividend, to smo tudi povedali, ključna stvar je bruto zneski, da je treba upoštevati, pa da je treba narediti preračune za upoštevanje tečajnice Banke Slovenije. Drži. Če je tuja valuta, ja. Če je tuja valuta, iTax ID je pač, dobite podatke o davčni številki izplačevalca dividend. A še kaj takega, kar bi tukaj mogoče izpostavil? Ne, pač bruto dividende v tujini odmerjen davek, če je bil plačen tudi noter napoveste. To tisto, kar si prej omenil, tistih 5% irska ne? Če je bilo tam, ja, odtegnen 5%, lahko date kle noter. Dobite pa to na izpisku od vašega traderja. Zdaj, če imaš teh dividend full, imaš kakšen recept, kako si olajšati življenje? Kaj ti si rekel, da si tistih 12 centov mogel? Ja, je bilo treba napovedati. In tudi, če imaš več dividend izplačenih, za vsak od njih bi mogel vložiti napoved. Če so bile v tuji valuti, imaš pa še probleme preračunavati, ker se upošteva tečajnica na dan prejema, čeprav daješ eno napoved do konca februarja naslednje leto. Pa ja, vedno bruto zneske opisati. To je to. Trgovanje smo obdelali, kriptovalute smo obdelali, prenos portfelja smo tudi obdelali, oziroma tukaj imamo en drug primer, kako prenesti delnice iz NLB trgovalnega računa na Trade Republic, brez da bi prišlo do davčnega dogodka. Mogoče res ne pride do davčnega dogodka, so pa tukaj stroški, kar lahko znajo biti kar malo visoki. Tako, to so pravila posameznih traderjev, omogočajo prenose ali ne. Ni pa to obdavčljiv dogodek za vas. Če prenesete oziroma zamenjate brokerja, ne odsvojite pa premoženja, ki ga prenašate, se pravi, še vedno vse vaše, to ni obdavčljiv dogodek. Nujno pa treba preveriti pri brokerju, koliko stane prenos. Ja, seveda, ni zastonj, ne.
evidence, shraniti. Ker seveda, absolutno, ja. Zapustili, rabite potem narediti backup, da boste vedeli datume pridobitve pa vrednosti v pridobitvah. To pa je pomembno, ker jaz recimo imela prej račun, ko smo začeli s trgovanjem pred 20 leti na Alti, potem se je Alta oziroma so prenesli stranke Alte na BKS in dejansko so takrat ful opozarjali, preneste, shranite si. No, nisem to naredila, ampak sem potem na BKS-u dal te podatke. A lahko sam še na hitrco pogoste napake, na kaj bi še opozoril? To je to prvo že skozi lajnamo, bruto dividende. Ta zadnjo sva tudi že povedala, pravzaprav na začetku, če imate več kot 10 transakcij z vrednostnimi papirji, potem obvezna elektronska prijava, FURS vam papirnate ne bo sprejel, oziroma vas bo pozval, da jo še enkrat vložite. Ta druga je pa malenkost bolj zakomplicirana in sicer te reinvestirane dividende. Dostikrat dobimo vprašanje, predvsem pri skladih, ki so akumulacijski skladi. Treba je pogledati, kaj pomeni reinvestiranje dividende noter. Ali to pomeni, da imate vi še vedno enako količino vrednostnega papirja, samo njegova vrednost raste, to je tipičen akumulacijski sklad, ali gre za dejanske izplačila dividende in dokup novih enot sklada. Če gre za izplačilo dividende in dokup sklada, potem je treba prijaviti prejeto dividendo, hkrati si pa shraniti podatek o nakupu novih enot sklada. Če pa tipični akumulacijski sklad, kjer samo raste vrednost točke, ne povečuje se vam pa količina vrednostnih papirjev, ki jih imate, potem pa tega ni treba prijavljati, vse do takrat, ko boste stvar enkrat prodali. To je to, a ne? Najlepša hvala, Ivan. Vem, da sva spet malo podaljšala, ampak veliko govoriš. Yes. Odgovarjala se pa na vprašanje gledalcev, poslušalcev, ki v bistvu nas spremljajo tudi na Discordu, tako da so nam poslali vprašanje in se vsem zahvaljujem za vsa vprašanja. Ivan, tebi se pa zahvaljujem za super odgovore, mislim, da si marsikomu pomagal pri teh davčnih dilemah, tako da iskrena hvala. Sem pa zagrenil še en teden življenja, preden bo izpolnil vse te napovedi, pa jih hodil. Jaz ti povem, vsi bomo 5 minut pred 12 živčnjo, pred polnočjo živčnjo oddajali napoved. Jaz sem svoje že, tako da. Ti greš lahko zdaj na dopust. Drži. Ful ti hvala. Hvala tudi tebi za povabilo, lep dan še naprej. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Gledajte, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!